To je... Emocije me čutim, kako me obliva vse. Dobro jutro. Kako se že reče? Rana ura, slepa kura. Ura je 5:45. Danes je The Day. To se pravi Continental Driving Experience Day. 3 hudi avti, 3 nagrajenci, oziroma 3 finalisti, pa mi 3 budale, atmosferci. Začetek na Vranskem, nadaljevanje pa pol, če dalje bolj proti Prekmurju, da se dobimo z gospodom Podlunškom. Veliko stvari se bo dogajalo, jutri Maribor. Fajn bo, gremo. Za sosedem je danes malo vseeno, ne morem pomagati. Gremo. Ekipa se zbira, Saša je tam nazadaj, Jure z mano, najprej na jutranje kavo, vsi smo že na Vranskem. Jure, kaj bomo tukaj počeli? Zakaj smo sem sploh prišli? Zato, da preden gremo na cesto, se naučimo tistih veščin, ki se jim reče bitka za oprijem, točka za verjanje. Spoznati asfalt. Preach, brother! Spoznati gume. Gume imamo dobre. Stroje imamo tudi dobre. Da črno si izbral? A so tako določili na Instagramu? Ne, na Instagramu so rekli, naj vzamem First Edition. Pa damo fast forward 15 minut, nekaj več svetlobe je že. Jaz sem avto postavil za par fotk, za na Facebook, za Instagram. Saša zdaj predstavlja, da od Porkerja dobimo še spreden del. Drugače pa avto tako gre, ne. Avto tako sune, da če nisi pripravljen, pa rečeš, ok, dej zdaj, če slučajno kje dol vmes pogledaš, se ti začne malo v glavo vrteti, malo ti slabo rata. Je pa totalno smešen, ne. Jaz pa Saša dava turbota pa super na pisto, bomo kakšno sliko naredili, pogledamo. Jure, kje si? Kam si šel? Pride Jure nazaj, pa jaz tako, pa kje imaš avto, da moramo vse 3 skupaj slikati. Ne, ta pa ni za na pisto, kje ga je pustil. Je rekel, sem ga šel parkirati. Tako da mu Rangerja zdaj dol dal, pa na pisto za eno skupno fotko. Glej ga Kapetanoviča, ta pa tudi ni mogel zdržati. Pa še ena stvar, ne, preden pride folk, bomo stestirali par stvari in seveda primerjali razliko med zimsko in letno pneumatiko. To počnemo ravno kar, zdaj je Supra obuta v zimski konti pneumatike, si videl, zaviranje v sili, TS 860S, potem bomo zadevo preobuli in primerjali, kakšna je razlika med zimsko in letno. Ker vprašanje, ki si ga vse preredko postavimo oziroma ignoriramo preprosta dejstva, ki lahko včasih pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. A ja, pa veš, kdo je še tukaj? A prepoznaš ti tega modela? Tak majhen, žgoljav, ampak dosti hiter. Jura Šebal mu pravijo. Aha. No tako, zdaj gremo pa s Saro, Simonom pa Domnom na poligon, kjer bomo preizkusili oziroma dali njim pokazali, kaj se zgodi, če letiš na aquaplaning, če greš prehitro. Če se pripeljaš s hitrostjo, ki je normalna, potem je guma sposobna odvodnjavati. Veš, kaj to pomeni? Da vse lamele, ki jih pneumatika ima, uspejo opraviti svoje delo, vodo skozi njih spraviti ven. Čim greš pa prehiter, se pa naredi klin, avto pravzaprav zaplava in se pele, ni več na podlagi, ni več na asfaltu. Pa sam piči julka, ne? Pa se ustaviš kar naenkrat 20-30 metrov pozneje. Zdaj poglej, od Autobrokerja turbo se pele zdaj 70 km/h, pa da vidimo, kakšna bo zavorna pot. Si videl to? Koliko je to? Švok 20 metrov? Hitrost se bo povišala na okrog 100 km/h, pa kar naenkrat ne bo več zavorna pot 20 metrov. A? Si videl to? Kakšna razlika? 10, 20, 30, 40, 50. 30 km/h več, 30 metrov daljša zavorna pot. Evo pa še enkrat, z tega kota. Wow! Zdaj smo na Vranskem končali. Zdaj se spravimo na avtocesto, za nekaj malega kilometrov, pa gremo na Pragerskem dol, pa se pa začnete prava uživancija po super cestah, vse do Prekmurja. To je to. Ziger se ga pozabil. Leteli bomo z onim 4.7, tamle s sivim od zadaj.
tako da boste vi praktično celo Prekmurje, ne Prekmurje, ampak Pomurje. Boste videli, ker avion je dosti hiter in bomo šli kar na njih 300-400 metrov in boste videli, da je v bistvu še bistveno lepše zraka, kot je pa po zemlji. Takole je, vmes ni bilo časa slikati, ni bilo časa snemati, sem pa kaj smo kaj naredili, ampak se je preveč stvari dogajalo. Smo gostje Petra Podlunška, ki je ravno kar spravil ven 2 letali, to je njegovo akrobatsko, to ostane na tleh, na tem je pa še eno letalo, ki sprejme točno 3 goste. Ugan koga? Valjda naše 3 nagrajence. Oni, mislim, mi smo njim obljubili panoramo Pomurja, ampak na malo drugačen način. In to, da jih Peter vzame s sabo v letalo, je pravzaprav bilo presenečenje, vsi so sam kva, da je nekaj. Tako da grejo zdaj za ne pol ure v luft. Mi smo pa povabili ljudi, da pridejo sem, da se malo pogovorimo, da rečemo kakšno na temo atmosfercev, komotra minute, avtomobilov, ki so z nami. Mimogrede, tega avta sploh še omenil nisem. Malo se ga vidite, vidiš to rumeno barvo. Imamo support car, to se pravi avto za podporo, to je pa Mustang V8, ki ga mimogrede vzamem tudi kasneje za tem eventom na test. Ful vas je prišlo, zelo sem vesel, stiskali smo roke, pisali smo avtograme, klepetali smo, fajn smo se imeli. Hvala za vso odlično energijo, event še ni na koncu, še nekaj časa bomo tukaj, malo se bomo družili. Jutri, pa gremo še jesti v Kodilo, pa spat v Panonsko vas. Jutri pičemo pa naprej proti Mariboru, novo presenečenja, novi dogodki, noro dobro se imamo. Pa še vreme smo urajmali. Aha, evo, zdaj gremo pa v luft! No, evo, zdaj smo pa tukaj, Good Timers Maribor, meni osebno najbolj, kaj bluzim, najljubši plac v Mariboru, by far. Zdaj sem ga že večkrat omenil, ponavadi na Instagramu, če pa še ne veš točno zakaj gre, gremo noter. Jaz sem v sekundi za Švico, kot cine so mi šle po koncu, vsi smo fuck! Noro. To je, emocije me čutim, kako me obliva vse. Noro. Pa Good Timersi ne bi bili Good Timersi, če ne bi rekli, ćemo nekaj ušpičati, naredimo en presenečenje. In zdaj to plavo korveto za mano so pred kratkim zrihtali, tako da je tip top. Smo rekli prav. Pa ne grejo pol naši nagrajenci en kroka. Ravno kar sem pelil še jaz to plavo korveto, ampak poglej, kdo je pa zdaj prišel na račun. Drugače pa road trip se bo počasi zaključil, zdaj smo pa tukaj v Mariboru v ledni dvorani, dosti huda fora. A veš, Saša pa Jure imata obute na take dosti smešne gumijaste cokle, konti cokle jim pravimo. Tale je zimskim profilom, vidiš kako mehka guma, tole je pa letni profil. Nobene elastičnosti, vidiš, bog ne bi se kaj prepognali. Vidiš, zimska pa z lahkoto, vidiš. Jure nos konti cokle z dejanskim zimskim profilom gume, Saša pa z letnim. Zdaj morate pa priti čim prej okrog, ker se že pripravljate. Nas zanima, ne? Kdo bo prej? Saša ali Jure? Ja. Srnca. Veš, da te bo povozil!